moj današnji gost je Jure Jezeršek. Jureta marskomu ni treba posebej predstavljati. Je eden od 4 bratov, ki vodijo zelo znano gostinstvo Jezeršek, v okviru česar upravljajo v bistvu imajo Dvor Jezeršek, pa Blejski grad, restauracija, pa Ljubljanski grad, restauracija, Gostilna nagrada, ja. Pivnica Union, pa še center v Sori, je še kaj drugega vmes. Pa catering v glavnem, ja. Pa catering je, jasno. Zdaj, mi smo se spoznali, ko sta me z Petro nekako najdla, da bi ima zasnoval njun nov dom na lokaciji stare družinske hiše. Zdaj, ko smo se prvič srečali, prav na Dvoru Jezeršek, tam v tisti kotni mizi v vogalu, smo sedeli, se živo spomnim, in name sta oba s Petro v hipu naredila neverjeten vtis z svojo pozitivnostjo, enim takim optimizmom, predvsem pa z blazno ene življenjske energije, ne. In ker sta tudi dobro sta vedela, kaj hočeta. Praktično cel proces tako snovanja kot gradnje hiše je šel njima zelo gladko. Znala sta sprejemati odločitve, kadar je bilo treba. Tako da je bil res užitek delati z njima, in od tukaj je v bistvu tudi prišlo ime hiše, hiša za družino, ki ve, oziroma House for Straightforward Family, zato ker nikdar nismo naredili koraka nazaj, vedno sam naprej. Torej, Jure, hvala lepa, da si se odzval mojemu vabilu za tele arhitektovi dialogi, kakor sem jih ponoval, so čisto na začetku, tole je moja 3. epizoda, tako da bo mogoče še kakšno lovljenje, ampak ful sem vesel, no, da si bil tako da prideš sem. Hvala. Tudi jaz moram priznati, da si v čast tem, da si me povabil. No, čast. Biti 3. Ker v 3. gre rado, ne. Tako da, ne, v bistvu je tako, kar si povedal, no. Proces nastajanja našega doma, hiše pa seveda posledično tudi doma, je bil ena taka lepa izkušnja. Zato, ker pri nama je bila velika želja, da to naredimo. Pa ti znal po moje proces peljati tako, da je bil straightforward. No, verjemi mi, da to ni samo od mene odvisno, ker so primeri, ko vem, da gre to veliko bolj po zavitih poteh do končnega cilja. Se zmer pridemo, gre pa tako. No, v glavnem. Se strinjam. Kakorkoli. Zdaj, če najprej, oziroma preden začneva, eno vprašanje, ki me že zelo dolgo muči. Kakšne indijanske plese želiš, da jaz odplešem okoli tebe, ali kaj ni naredim, da te jaz enkrat z mano spravim na turno smuko? Ni treba, ker je veliko plesati. Samo eno dosti položno, pa ne previsoko turo zber, pa greva. Jutri imamo tako s koferjem, je obljubil 600 višincev, to bi morali funkcionirati. Ja, veš kaj. Ampak vi ste takrat z brati naredili, ste šli na Viševniku, ker jem na Dolško babo, ste še kaj? Dolško babo, na Krvavec smo hodili, na Sorco. Sorco sem v bistvu začel. Ja, Sorco, ja. Starvrh sem hodil. Starvrh mi je super, ker greš ob razsvetljeni progi zvečer gor, ko vse stvari ostale zaključiš. Ne, saj grem, še zdaj grem. Letos sicer še nisem šel, ker je skozi neki se dogaja ful enih stvari, ampak jaz sem se
po moje takrat, leta 2020, ko smo začeli turno, smuko vsi. Ja, vem, vi ste vsi bratje. Ne, sem vsi brat, mi smo takrat imeli ful čas, ampak večina Slovencev je začela takrat turno smuko. In sem se na nek način odločil, ker smo, lahko rečem, pri navadni smučariji, alpski smučariji razvajeni iz tujih smučišč, iz Dolomitov, ne s kje druge, da v bistvu v Sloveniji bom hodil na turno. Pa so šla kar nekajkrat z Jero, s hčero. Ona je šla smučat, jaz sem šel pa ob smučišču s turnimi smučami gor, pa sem se pol dol odpeljal, pa en čaj sva spila, pa so šla domov. Se pravi, ni mi treba drugega kot reči. Reči pa položno turo moraš zvedeti. Midva živo sva šla recimo lansko leto ob Sorci gor, pa po smučišču dol, pa je bilo zanjo super, tudi, ker je šla tudi s turnimi gor. Sorca ali pa Krvavca, ajde. Okay. Za prvič. V redu? Zmeden. V redu, no, to te bom držal za besedo. Ker prijem z Dolomitov nazaj, ko gremo drug teden, z veseljem. No, krasno. Ok, dobro. Zdaj, ko sem se pripravljal malo na tole, prva stvar, ki mi je prišla na misel, je bila, ko smo mi začeli s snovanjem te vajne hiše, je bila ena od tvojih fiksnih zahtev ta, da mora v novi hiši najti mesto stara jedilna miza, ki ste imeli takrat v stavbi. Res je, ja. Zakaj to? Mislim, zakaj ti je toliko pomenilo to staro razmajano mizo sabo nesti, pri vsem ostalem novem? Ni razmajana, niti še danes ne. Ampak, veš kako, za to mizo smo se v bistvu mi kot družina, govorim moji bratje, pa oče pa mama, vse zmenili. In vse, kar smo se zmenili, še danes drži. In se mi zdi tako ena taka lepa, kljub vsemu smo jezerški tradicionalisti, ne. Se mi zdi, da je to en tak opomnik ali pa spomenik temu, da se je treba pogovarjati, da se lahko zmeniš. Če se ne pogovarjaš, se nič ne zmeniš. In zdaj lahko že rečem, da smo recimo odrasli. Lahko že rečem, da se. In da smo se dobro zmenili. Ne nazadnje funkcioniramo kot družina, funkcioniramo kot, če hočeš, poslovni partnerji, pa na koncu smo še prijatelji, kar se mi zdi z brati mojimi. Ne? In je ful lepo. In zato se mi zdi, da je ta miza doprinesla verjetno tudi k temu, da smo se tako zmenili. Se še kdaj zberete vsi za to mizo pri tebi? Ja. Ne, mi se veliko družimo, dejansko. In pri meni, pri Roku, pri Luku, pri Martinu, pri očetu, pri mami, pri vseh se veliko dobimo. Se dogaja. Ja. Tako da je lepo. Super. Zdaj, ki si rekel, da ste se tle vse zmenili, jaz sem skozi brez številne pogovore, ki smo jih imeli okoli hiše, počasi tudi zvedel za to zgodbo, kako je gostinstvo Jezeršek nastal, ampak če ti ne bi bilo odveč, bi jo še enkrat povedal tako, ker jaz sem jo sestavil iz fragmentov od začetka, ker v bistvu, če se prav sem je za to mizo padla odločitev in Glih za to mizo ne, ampak v tej hiši ta stari, kjer smo midva s Petro podedvala od mojih staršev, mi smo dejansko v tej hiši je oče čez noč se odločil, da gre na svoje, vstal ob 4 zjutraj, pa je vzel meter, pa je šel v garažo meriti, če je dosti velika, da noter naredi kuhno, da bo kuhal malce za tovarne. Oče pa mama sta bila oba prej na gostinski šoli v službi. Oče je bil takrat, mislim, da temu rekel, upravnik vseh gostinskih lokalov, ki jih je gostinska šola imela. In tam se nekaj ni šlo tako, kot si on zamislil, oziroma so mu želeli nekaj ljudi, če imam prav jaz to v spominu. Ker tudi teh zgodb sem jaz preposlušal ogromno, od zelo majhnega do še danes, hvala Bogu. In je v bistvu doma v garaži naredil kuhno, v parih mesecih začel kuhati malce za
takrat se je temu rekli družbeno prehrano za tovarne po Medvodah, pa še malo širše. In zelo hitro je to predstavljalo 500 obrokov. In je potem, pol so pa začela v bistvu povpraševanja hoditi, a bi ti meni naredil, ne vem, piknik za to, pa takrat so bili moderni te sindikalne velike zabave, ne vem, ena takih je bila Iskrijada, leta 83, mislim, da 81 je začel, 83 prišlo pa povpraševanje za 13 000 golažev, če jih lahko skuha. 13 000 goležev. Oziroma tako je bilo, no, da nekdo ga je klical, pa je rekel, Jezeršek, koliko ti lahko golažev skuhaš? Pa je rekel, to, ki jih ti rabiš. Pa je rekel, ne se zajebavati. Ne se zajebavati, jaz jih res veliko rabim. Ja, rekel, koliko pa, ne? Pa je rekel, 13 000. Pol je bilo pa mislim, da 87, pa 16 500 golažev. In takrat je že v bistvu za 87 je že nastal nek ta prizidek, ki smo imeli luno teraso gor. Kjer sem ti povedal, da smo gledali krvat. Skratka, in takrat je v bistvu ta naša zgodba na nek način s temi dogodki eksplodirala, pol pa prvi dogodek v Cankarjevem domu, pa pol osamosvojitev, pa razni dogodki za podjetje in tako naprej. In v bistvu tako je naša zgodba rasla. Skratka, oče pa tudi mi zdaj, nas ni strah nobenih izzivov, ko pride nekdo pa reče, jaz bi imel pa ne vem kakšen dogodek. Nas to sam počge, rečemo super, dajmo ga, bomo že najdeli rešitev in pač najdemo. To mi je bilo fascinantno, ko smo delali, si prav, takrat je bila neka olimpijada, kako razumem, da narediš catering tlele iz Sore v Ljubljano, ne vem pa kako narediš catering iz Sore v Osako ali kam že kje. Takrat smo bili v Pjongčangu, v Južni Koreji. No, evo, kako narediš catering za Južno Korejo? Letos, mislim, takrat je bilo to, kaj je bilo to? To je bilo 2018, 2017. Tam ja, tega ranga. V teh časih zdaj, ko imaš vso to infrastrukturo, pa bom rekel, vse te sodobne tehnologije, je to bistveno lažje. Recimo leta 91, kdaj je to prve olimpijske igre, je oče šel v Albertville takrat delati. Ja. Pa danes sem se ravno vrnil iz Pariza, kjer bomo letos delali slovensko hišo v Parizu v času olimpijskih iger. Za nas je zgodba čisto enaka. A se ti zaradi tega, ker je pomembna kvaliteta, ti neko predpripravo, pa vse te stvari narediš pri nas v centrali, potem pa, a se mi peljemo v Ljubljano 25 km, se peljemo 250 ali 500 ali pa 1000 na koncev. Ne predstavljam, pač logistiko je treba pošlihtati, tisto, kar lahko sabo pelješ sabo, kar je treba surovine kupiti, kjer pač si, če to govorim zdaj Pjongčang. Pjongčang, ja. Medtem ko tukaj pa dejansko naredimo in pa se usedemo v avto, avion, pa gremo pač tja, oddelamo dogodek. Največji cateringi na svetu, ki so recimo tam pred korono, recimo, so bili 100-krat večji kot mi. To delajo po celem svetu. Ja, se vi tudi, ne? Tudi, ja. Ok, pa če gremo nazaj, zdaj, ki si rekel, takrat je oče začel, ampak takrat ste bili vi mulci, ne? Ja, mi smo bili čisto otroki. Jaz sicer lahko rečem, da sem od vsega začetka zraven, zato ker sem se leta 80 rodil, oče pa 81 marca začel. Tako da, ja, v bistvu smo bili od dojenčkov ven, pa pol smo v bistvu živeli s tem našim poslom. Jaz se spomnim, pa velikrat mi še danes mama pove, da sem jaz na vrh štenk vrata odprl, ko sem se zbudil, pa sem se zadrl, mami! In takrat je vedela, da mora gor prideti me zrihtati, pa spokati za v vrtec ali pa za v šolo pol. Tako kot danes moj Tito isto. Imam občutek včasih, ko ostane iz posle, pa se na vrh stopnic zadere, pa isto je bilo. In se pravi, jasno, vi ste živeli s tem, jaz nisem vedel, sem mislil, da si bil ti takrat že nekaj star, se pravi, ti si se praktično rodil in zrastel gor z vsem tem. Noseča, recimo, ne. Prvo je fotor oče začel, je mama bila noseča z Lukom, je bila na porodniški,
Pol je pa v bistvu doma ostala, pa je delala, ni šla več na gostinsko šolo delati. In pol ste tudi, ko ste bili večji, pomagali skozi, verjetno. Ne? Ja, mi smo skozi delali. Nam je bilo to, verjetno smo tudi zaradi tega vzljubili ta posel. Mi smo bili skozi v bistvu zraven. Recimo predstavljati si treba, da si ti, ne, recimo da sem jaz bil 10, 11, 12, pa pol tudi naprej. To recimo, če vzamemo takrat čas osamosvojitve. Mi smo delali vse te proslave ob osamosvojitvi, plebiscitu, vse to v Cankarjevem domu smo mi te proslave delali. In takrat ni bilo teh družbenih omrežij, da si, ne vem, postal, zdaj sem pa jaz tle, zdaj pa tam. Ja. Tisti, kjer smo mi danes bili, pa sem šel iz dogodka zvečer, recimo tudi pozen daj domov, pa sem šel v šolo, pa sem jaz jim lahko razložil, zvečer je bilo pa to šele niti v časopisu še ni bilo, ne, če se je nekaj zelo pozen zvečer dogajalo. Ne. Ja. Jaz sem pa tam bil. In plus tega, da sta nas znala v bistvu res vključiti zraven, nas narediti pomembne. Ne vem, mi smo bili, jaz se spomnim, ko je bila ne vem kjera obletnica Rešice v Križankah, čez celo orkester, jaz sem bil, mislim, da 7 let star, sta nas vse tri, takrat Martina še ni bilo, oblekla v kuharje in smo tam paradirali med gosti noter, pa se slikali, pa poznali politike, pa estradnike, in zaradi tega verjetno smo vsi zraven, plus tega pa še to, no. Vedno smo vse, kar smo delali za podjetje, dobili plačan. In jaz recimo pol v najstniških letih, kad je to še pomembno, ali pa ne vem, ko sem bil 18 let star, jaz sem imel prišparan za kupiti avto, pa za izpit. Takrat in mi smo lahko delali, smo zaslužili in smo imeli denar in da smo lahko, ne vem, takrat sem imel avto, pa ko smo šli s prijatelji na dopust ali pa žurat, sem imel denar. Veliko mojih kolegov pa ja, deli se še enkrat, to tvoje, klinc, če danes ni zato, da imel za zvečer za odisko. No, to dvoje, kar si zdaj omenil, se mi zdi res ena zelo pomembna starševska lastnost. Prvič, to, da znaš otroke vključiti, tako da vidijo, oziroma čutijo, da so ne pomembni, ampak potrebni, koristni neki. Ker ti vključiš dostikrat ta malega, ne vem, če ti to kdaj pomaga, kakšen žebu zabiti, to je več problemov kot koristi v resnici. Itak. Ampak se pa to nekje nalaga in če znaš to tako narediti, da rečeš, da mi ga vsaj prim, ali pa nekaj, se mi zdi to res tako zelo pomembno se strani staršev, da znajo to na ta način otroke noter pripeljati. Mislim, da se čuti ta pomembnost, pa da v bistvu da so delovne navade na koncu. To je pa druga stvar, kar pride. Na koncu, če imaš delovne navade, imaš v bistvu največ. Če so te starti to naučili, pol je to sigurno dobro. Ja. No, druga stvar pa to, kar si omenil, da ste dobili plačati, ker še bi rekel, pa sej je pa družina, pa ne boš tako majhnim otrokom denar, pa to polno. Meni se zdi pa to tudi izredno pomembno, zato ker se otrok od majhnega nauči, kaj pomeni zaslužiti denar, tudi nek vrednostni sistem dobi, jaz sem moral to narediti, da si zdaj lahko kupim to in se nauči ravnati z denarjem v majhnem merilu, ker drugače potlej v velikem ima zmer probleme lahko. To jih imaš, tudi če se naučiš delati z denarjem. Ne, vem, ampak prav tisto, Jaz mislim, da je pomembno, da veš, da če delaš, da zaslužiš. Pa če zaslužiš, si lahko neke stvari prvošiš, ki ti v življenju pomenijo. Na koncu je samo to pomembno. Koliko imaš zdaj nekje, ne vem, kaj, pač, če ti nekaj pomeni, si kup, pa mej, ne. Zdaj, to malo več denarja ali malo manj denarja ni bistveno. Jaz sem zadnjič enemu prijatelju rekel, ki si kupil, ful si želel imeti Porscheja, recimo, pa si ga je kupil. 911. Ne vem, kjer ga. Zdaj to nič ne vem sploh, ker mi avto ni nek podatek. Pa sem rekel,
sem vesel zate, sicer ne vem, kva to je, ampak nikoli mi ne išče racionalnega razloga za nakup tega avta, ampak samo vedno sem si ga želel, zdaj sem pa prišel do denarja, pa sem ga kupil. Več kot zadosten razlog. Ker isto se lahko z mano nekdo pogovarja, ko jaz kupam ali pa odprem drago flašo vina. A ne? Pač ja, sej od Janžovca se glitko napiješ. Ali pa od enega vina za par evrov, ne? Ali pa od zelo drage, mislim, napiješ ali pa ga okušaš. Vprašanje je samo, kaj ti pomeni. A ne? In se mi zdi, da to, da veš, da moraš nekaj narediti, da dosežeš tisto, kar ti nekaj pomeni, se mi zdi, da je to, če si to zavestil, pa da ni nekih bližnjic, to je zmaga. Sigurno. Ja, sigurno. No in zdaj, danes, če preskočimo malo v času, vi štirje, bratje, v bistvu mama pa ata sta se umaknila, ne? Čeprav tako, kot vem, še vedno nekako ja, generalno bedita nad ali pa vas podpirata, ali pa, ne da bi vas nadzorovala, ampak vseeno sta prisotna. Ne vem, oče je, kadar sem bil tam v centru, v Sori, sem ga skoraj vedno srečal, ne vem, verjetno ni bil slučaj, ne? No. Mama je mojo Alenko pa živo čisto čarala takrat, ko sem jih poslal na peko potice. Orehove. Hvala Bogu. Ne, veš kaj, mi dva s Petrom smo se v to staro hišo skupaj preselili takrat. Mi smo imeli nek dogovor, da ko gre oče v penzijo, jaz podedvam to hišo in takrat sta se one dva umakneta v Žlebe, kjer smo imeli že prej ta vikend ali pa eno dodatno hišo, ki si jo je oče takrat naredil. Leta 90, recimo 10 let po tem, kar je začel na svoje, v domači hiši, ki ni bilo nikoli mira, je rekel, jaz moram nekaj imeti, da grem, če ne drugega, popoldne spat. In mi so to hišo pač takrat preuredila si za sebe, ti stanovane, se preselila skupaj in v bistvu oče, mi smo takrat, ko smo gradili ta dvor Jezeršek na Zgornjem Brniku, je to bil čisto še očetov projekt, smo se tudi precej zadolžili in tudi je oče to rekel, kam jaz ta kredit vrnil, se pa pol jaz dejansko umaknem in dejansko se je umaknil zadnjih 10 let. Pa mislim, smo mi prevzeli, ko je Martin tudi iz Švice prišel nazaj zelo resno in smo potem postavili neko novo strategijo ali pa smer, smo takrat zelo hitro se usedeli. Še vedno pa vsak dan pride oče v firmo, vsaj za 2-3 ure, če ima kaj drugega, pač ne pride. Mnogi me sprašujejo, kaj pa oče zdaj dela, jaz rečem, da denar šteje, pa račune plačuje, ker dejansko to dela, te dnevne inkase, on pride, jih pošlihta, jih nese na banko položiti, pa neke račune še plačuje. Če pa njega ni, imamo pa sodelavce v firmi, ki za to poskrbijo. Ampak mama pa dela delavnice še, nekaj delavnic, pa naše otroke merka. Tudi velikrat. No. Ja, mi imamo zdaj vsi skupaj 9 otrok. No, sej pri 4 bratih. Ja. In nam to zelo veliko pomeni. Si predstavljam, in predvsem pa veš kaj je v bistvu fajn, dejansko sta nam čisto vse prepustila in tudi očeta in mamo tudi v bistvu sta skozi seznanjena, oče je več ali manj vse zraven na teh sestankih, ki jih imamo in jih tudi poslušamo v smislu, ali informiramo in na drugi strani poslušamo in slišimo njuno mnenje, predvsem očetovo, kaj si mislijo o nekem projektu, ki je pa še danes mnogokrat bolj pogumen, kot mi, pa smo mi pogumni zelo. Če ti to rečeš, da je bolj pogumen kot vi, pol je res pogumen. Zato, ker... on pride pa reče, mi mu razložimo, kakšna priložnost se nam kaže. No ja, seveda, to je treba iti, to sploh ni tako razmišljati. To je, v bistvu se mi se spogledamo, pa se v bistvu nasmejimo, ker je res ta neverjeten. No. Oba dva z mamo sta neverjetna. No. Mislim, to je res, da vam je uspel narediti ta prehod tako, da je, ne da vam je prvič, da je on vam toliko zaupal, da vam je predal,
ampak da po drugi strani je še zmeraj aktiven, pa da ne prihaja do, mislim, jaz poznam prehode, kjer pride dejansko do kleša generacij, ker mlad bi rad nekaj po svoje, ta starejši, kaj boš ti, jaz sem to tako, postavil, je že bolj vem, ali pa preda formalno, ampak v resnici bi pa še zmeraj rad nekaj, ne, da je to vam tako na ta način uspelje. Ste tudi po moje, mogoče ne unikat, ampak zelo redki. Unikat zagotovo nismo, no, smo pa po moje res tako, primer dobre prakse. Jaz mislim, da smo mi pri teh zadevah vseh je bilo več. Ena stvar je zagotovo sreča, ki jo tudi moraš imeti. Ampak recimo glih sem se z nekom pogovarjal o vseh teh krizah, ki smo jih doživeli, recimo, ne, pa greš v neko novo investicijo, neko novo smer, ki si začrtaš, rečeš, ne, kaj pa, če bo se to zgodilo, pa kaj, če se bo ono zgodilo. Nas je ekonomska kriza 2008-2009 močno prizadela. Mi smo takrat glih investicijo 5 milijonov evrov v Dvor zaključili, kjer smo precej bili zadolženi. Promet nam je pa 2007 smo to odprli, čez noč iz 2008 na 2009 nam je pa padel promet za pol. In v bistvu takrat podjetje, če mi štirje ne bi delali, pa oče pa mama. Tisto podjetje, če ne bi delali, ne bi bilo nič uredno, ker smo pa fejst delali, pa ker smo se fejst ukvarjali, pa dejansko smo se borili, je pa to podjetje danes lahko veliko uredno, če bomo delali še naprej, pa če bomo skrat držali. In takrat v bistvu ni bilo kaj dosti ali pa nič ni bilo zatalati. In tudi, bom rekel, smo sami vedeli, pač treba je delati in smo delali. Jaz sem svoj avto oseben prodal, zato da sem imel za polog, ker tudi plačenice je take, da smo kupili služben avto, s katerega smo pol z leasingom plačevali, in enako vsak brat je, vsi smo pač na svoj način doprinesli in v bistvu v tem obdobju smo odrasli. Zato sem rekel, da smo že toliko odrasli. In recimo mislim, da smo 2016-2017 ta kredit za Dvor odplačali in smo v bistvu na nek način zadihali, postavili smo si takrat 10 let nazaj, 2013, ko je Martin prišel iz Švice nazaj, neko smer smo jo naredili in recimo takrat smo tudi 2019 je za nas bil po prometu rekorden, takrat po dobičku pa praktično ga ni bilo. In takrat sem jaz rekel, ko smo imeli ta, kako se temu reče, skupščino. Skupščino, ja. Sem rekel, pismo, kako to, rekorden pa ni efekta. Ampak dejansko smo mi vse te stvari, to smer, ki smo jo začrtali in potem je prišla pa korona. Med korono nas je spet fejst udaril, nas je spet ful povezali. Mi nismo izkoristili korone za to, da bi se ukvarjali z dostavo hrane, z ne vem čem, ampak smo se takrat lotili v bistvu delati na Spiritu, smo dobili en razpis, mogoče mislim glih takrat ali pa malo prej. Smo delali našo trajnostno strategijo za naslednjih do leta 2027, kjer smo se v bistvu vsi 30 najbolj pomembnih sodelavcev, pa mi smo se ukvarjali s tem, kakšna bo naša strategija izhodna. Prav spomnim se takrat, mi smo že malo naprej vedeli, kaj se dogaja, zato ker so recimo azijske skupine na Blejskem gradu so vse odpovedale. Recimo sejmi veliki po Evropi, ki jih tudi precej delamo, so nam začeli cancelati. En dogodek v Münchnu, zelo velik, smo že februarja cancelali. Januarja so Azijci začeli cancelati,
Martin, jaz se prav spomnim Martina, ki smo sedeli enkrat januar, začetku v mami prav mene, pa to le skrbi se, pa da je kaj. Ne. In dejansko nas je to v bistvu vse ujelo in mi smo zelo hitro reagirali tudi v podjetju, se s vsemi sodelavci pogovarjali in tako naprej in nas je spet to dali. In mi smo v bistvu takrat naredili, aprila smo sedeli, smo rekli, kaj bo naša izhodna strategija, ko se bo odprlo delo, kaj bomo mi naredili. In smo identificirali neke stvari, se na to pripravili, smo se kadrovsko, sicer je to bistveno dalj trajalo, kot smo mislili, da bo. Ukvarjali smo se s to strategijo, ukvarjali smo se s sodelavci, poslušali stiske en drugega, tudi naše stiske. In v bistvu smo 22. aprila, ki so v bistvu te omejitve za dogodke padle, smo mi poleteli gor in je bil že 22 učinek, pa z letos, mislim 23, v bistvu spet po vseh pogledih rekordno leto. Kar je pa najbolj pomembno, je pa v bistvu, da smo še bolj povezani skozi vse te stvari. In to, kar sem prej rekel, odrastli smo po vse te krize, jaz sem že med korono rekel, to bo za nekaj dobro. Pa je bilo res zajemano. Mi smo, v bistvu ti prepovejo dejavnost. Tebi niso prepovedali dejavnosti, nam so pa zaklenili. Vem, ja. Mislim, jaz sem se med korono velikrat spomnil na te, pa sem pa tja sva tudi govorila in sem rekel, pa to je, mislim, nemogoče, ker so delali to, pa meni ni bilo nič v bistvu tako. Razen tega, da so me iritirali na polno, a ne, s vsemi omejitvami, ker jaz zelo slabo avtoriteto pa pravila prenašam, ampak v bistvu meni ni bilo nič. Ceste so bile prazne, jaz sem lahko migriral, kjer sem hotel, gradbišča so delali, vse je funkcioniralo. Ampak sem se spomnil na te, sem rekel, pa to, mislim, to je katastrofa, to je fertik. Ampak pol pa, kadar sva govorila, ti si bil pa tako, na začetku še, ja, zdaj to nam še malo prav prije, da se malo dahnemo, ker smo bili res veliko, pol, ki je to trajalo. V glavnem, kadarkoli sva govorila, si bil tako nekaj ful pozitiven, tako in tu sem rekel, to je človek, ki je res prvič stabilen, naprej naravnan, proaktiven, mislim, vsaka čast, res. Ne, veš kaj je, te situacije, ko v bistvu tisti trenutek bolijo, ja. Te v bistvu te porivajo naprej. Ne. To je pa vedno tako. A veš, in bom rekel, meni osebno, nam se je Tito takrat rodil. Bili smo doma, kuhali smo, s sosedi imam ful lepe odnose. A veš, ker Tita, bom rekel, seveda smo bili v začetku, smo se gledali vsaki svoje terase, živo sosed, pa skozi bližje smo hodili tistim škarpam, pa na koncu smo na škarpah sedeli, pa, a veš, pa sprehajal sem se. Pa ne vem, recimo glih 2019 sem se na faksu pisal še Gea College, ki ga sicer še zdaj moram diplomo sam še napisati. Se ne boš imel več časa? Pa sem, ne bom, moram to narediti. Pravilno, do kdaj pa boš? Do marca, upam. Tega, 24, ja. Ok. Ta drugi zaznam, bom vse naredil, ne res bom. Se veš, kako je Joda rekel, si gledal Vojno zvest. Dispozicija mi poteče. Ok, ja, pa že boje. In sem začel sestavljati, delam, res sem se. Ne, a veš, in v bistvu v osebnem smislu. Na koncu, če primerjam recimo z uno krizo ekonomsko 2009, takrat nas je glih tako prizadela, seveda ne toliko močno, ampak takrat smo mi bili v bistvu, pač si bil tam, ne, si pač znajce, ja. A ne? Ne, tam si lahko se nase naslonil in si naredil nekaj sam nase. Klej si pa imel, v bistvu smo imeli mi subvencije, plač, seveda smo se vsi znajdli v osebnih stiskah. Ja. Ne vem, vsak mesec je bila nižja, zato ker je bil 80% od prejšnjega, a ne. In naši sodelavci so se znajdli v velikih stiskah, a ne. Imaš kredit, imaš to, imaš imaš tretje, ne. In smo se veliko s tem ukvarjali, dejansko smo se s to strategijo ukvarjali. In mi res, ko smo zaštartali, mislim, polet. Res dobro, no. Res. Res. V bistvu, jaz sem glih zdaj čez nov let tako ful razmišljal, kaj je bilo lani tazga, kar bi rekel zase, da je pa to bilo, ne vem, tako. To je bil res, ne vem, po prometu rekord,
dobiček lep, dogodki lepi, veš. Največji dosežek se mi zdi, ali pa sem zadovoljen, da imamo ekipo, da imamo sodelavcev. Mi se enkrat nismo srečali s problemom, kako bomo pa zdaj to speljali, zato, ali pa ne moramo vzeti, zato ker nimamo delavcev. Mi imamo res ekipo, imamo vrhunsko ekipo, na katero se lahko zanesemo. In to je meni tako zadovoljstvo, da v bistvu te res veseli delati. Ja, to te razumem. Mislim, dejansko podjetje, čim je več ljudi, to je ekipa. In ja, seveda. Ampak da to zgradiš, moraš res, je pa delo, veliko dela in na začetku koga vzeti in kako ga pol naprej peljati in vse to. Mislim, mene tudi to navdaja, prav navdihuje me, navdaja res notranjim zadovoljstvom, da toliko ljudi nekako, lahko rečeš, živi od tega, kar si ti postavil, ali pa da, mislim, te, ki so pri meni, so na nek način moji drugi otroci. Tako, prav dobesedno jih... Mislim, otroci, jasno, da so starejši, pa vse to, ampak tako... Ti imaš drugačno situacijo, dejansko imaš ta mentorski pristop in vsega imamo mi tudi, da ne pomote, ampak kar z neki sodelavci so me še merkali, recimo, imamo eno sodelavko, ki nas je kot otroke pazila in s takratnim fantom sta nas smučat peljala, ker moj oče pa mama nista smučala, recimo. Tako za en teden. Ja, vse 4, pa smo šli. Pa recimo nekaj moje generacije, ki smo dejansko, nekaj mladih, ki prihajajo in so vrhunski. Mi imamo res tako sodelavce, ki so navdih lahko, ne lahko, so navdih. Se pravi, vi niste imeli zdaj problemov to, ker so imeli vsi gostinci, zdaj pa s kadrom, pa tako po tej koroni. Ne. Super, ja. Res ne. Res ne. Mi smo se zdaj, recimo decembra, ki smo delali veliko in velikih dogodkov in v cateringu in po naših lokalih in tako naprej, smo mi smo zdaj ožje vodstvo, mi 4, pa še 2 sodelavca imamo že zunanjo, en je direktor poslovnih enot, en je pa direktor skupnih služb, te operative. Smo bili skozi na vseh dogodkih in smo hodili okrog in v bistvu so se kar malo ščipali, ker smo čakali, kje bo zdaj kaj nekaj utrgali, da bomo nekaj mogli leteti, pa ni. In je v bistvu res, to je tisto največje zadovoljstvo in pol so naši sodelavci nasmejani bili, veseli, zadovoljni, ker smo vse to podelali. Tako je fajn. Ja, očitno tako kot vas je družino, ta prehod skozi krize povezal, tako vas je tudi povezal s sodelavci, seveda, če v tistem trenutku niste jih ven zmetali na cesto, pa priznajte se, Ne. To res pol ostane taka ekipa. Je pa pri vas tudi zanimivo, kako ste si vi bratje to razdelili, kako imate to, čaki, ti imaš prodajo ali marketing? Ne. Martin je v bistvu, najmlajši je generalni direktor. Generalni direktor, tako se reče, generalni. Pač tako, direktor. V redu, ja. Jaz sem odgovoren za prodajo pa za catering. Luka je medijski, medijska osebnost, dejansko ta medijski del vzame toliko časa, da zelo težko kakšne druge funkcije upravlja. In dokler cajt je to, je super, da je in jaz se sam s tem ukvarjam, pa bo to največ. Medtem ko Rok je pa v bistvu odgovoren za vzdrževanje, za vse tehnične zadeve in tako naprej. On je tisti, ki sem ga najmanj videl, ker je zmeraj nekje v zadju, da vse funkcionira. A to ste si po naravi tako različni, da ste si tako razdelili, ali kako ste? V bistvu ne vem. Kako je do tega, mislim, niste verjetno rekli, to rabimo kdo vzel, ne? Na nek način naravno je to šlo. Naravno? Mi smo recimo glih, ko se je tudi en od teh prehodov, ki se je v bistvu fajn zgodil, oče se je ukvarjal z investicijo na Dvorje Zeršek. In takrat sem jaz bil med naročniki, po dogodkih in tako naprej. In ko so nas naročniki ali pa gostje sprašvali, kje pa je oče, ukvarja se z investicijo na Dvoru, ker zdaj delamo to, pa to. Aha, super, noben ga ni pogrešal.
Ker če pa šel on takrat v penzijo, bi pa si rekel, to so pa zdaj tam mladi, zdaj pa to je pa. In je bil en tak prehod. Aha, tako da je bil, ampak ga ni bilo. Če je bil vedno, Mislim, je bil. Ja, razumem. Ampak on se je ukvarjal dejansko s tisto investicijo, ki je bila prenova, ker smo imeli, dejansko smo tudi naredili nekaj velikega in dobrega in tako naprej. Njegova okupacija je bila to, jaz sem tukaj prevzemal na nek tak naraven način te stvari in so kar ljudje me vzeli za svojega in nobenega ni pogrešal. Luka pa Rok sta oba bila takrat v kuhinji bolj, jaz nikoli nisem bil v kuhinji, jaz sem bil natakar, pa pol vodja dogodkov, pa vodja kitara. Če bil kuhaš dobro, to jaz lahko potrdim. Ja, kuham, ampak tako profesionalno nisem nikoli kuhal. Luka pa Rok sta delala v kuhinji. Potem je Luka takrat šel na dvor, ko smo dvor odprli, je v bistvu bil na nek način Luka tam in je tudi to vodo in tako naprej. Pa v bistvu skozi vso to rast, Rok je nekaj časa se znabaval, pa smo ugotovili, da mu te tehnične stvari bolj ležijo in je v bistvu ta vrsta vzdrževanja vse te stvari, pač vodenje tega prevzel. Zraven sta v bistvu prišla sodelavca Aljaž Toplak, ki je bil en čas vodja dvora, pa potem je šel na Blejski grad, ki smo ga zaštartali, oziroma prej bil catering, pa potem je šel na Blejski grad, iz Blejskega grada, ko smo šli še v pivnico, pa potem je prevzel še dvor, skratka je postal za vse poslovne enote odgovoren, je še zdaj. Luka Rusič, ki je pa bil prej moja operativni vodja cateringa, smo ga pa v bistvu eno leto nazaj dali za direktorja teh skupnih služb, ki je to prej Luka vodil, ampak Luka ni zaradi televizijskih obveznosti pač ni več mogel. Letos snemajo 52 oddaj, že od septembra, pa mislim, da bojo do konca marca to snemali in zdaj ga po novem letu praktično ni. In prej je bilo pa, ne vem, 3 dni ga ni bilo, pa en dan bil, pa spet ga 3 dni ni bilo in dejansko, ko bi ti moraš v nizkih, v mrtvih mestih strateške stvari premakniti, neke te reorganizacije speljati pa to, Luka ni mogel in smo v bistvu na ta način naredili, kar se je v bistvu v tem obdobju fino izkazalo, da kar enkrat v ožjem vodstvu niso sami jezerški, ampak je že v bistvu pol drugih še, a ne? In kar enkrat ni več vse odvisen samo od jezerškov, ampak je. Mi smo se recimo 10 let nazaj zavestno odločili, da mi ne bomo gostinci, kjer bi pričakoval, da bo eden od, ki se Jezeršek piše v lokalu, vsak dan tam, da boš ti zdaj prišel, pa v gostilničar je tam Jezerška pozdrav. Ampak smo se za drugačno filozofijo odločili, ki funkcionira in pije vodo in dela.